Mi smo se zbrali točno na portoroški obali in tam je bil postavljen en premični velik ekran, pa projektor in potem so bili tam po celi plaži ležalniki. Na tem travnatem delu bolj, Na tem travnatem, Tako, torej ne na pesku, ampak na tem travnatem. Portorož, 14. avgust 2019. Zvečer ob 8 je na plaži organiziran javni ogled mladinske komedije Dvojne počitnice. Film, v katerem nastopa Dušan. Mi smo sedeli na ležalnikih bolj od zadaj. Filip je že bil toliko večji, da je res spremljal film in vidiš, da spremlja tudi zgodbo. Ne? Medtem ko Rebeki je bilo še vse skupaj bolj tako zanimivo, ni mogla še sama spremljati, tako da smo mi dva malo animirala na enem ležalniku, ampak je pa ena taka čudovita, mislim, en lep spomin imamo. Minilo je 20 let od snemanja filma. Zato v Portorožu nista bila le Lucija in Dušan z družino, po dolgem času so se spet srečali režiser, igralci. Vem, da je bil Roman Končar, ki je bil tudi organizator vsega skupaj. Mislim, da je takrat bil še Tugo Štiglic, Katja Šivec, torej najna soigralka, tudi mislim, da je bila, ja. Pa jaz ne spomnim, kdo bi še bil tam. Vem, da smo šli tja na kosilo, se spomniš? Tam nas je bilo ni 10-12. Pozno kosilo, Ja. tako je bilo, ja. Ne spomnita se vseh podrobnosti. Ene pa ni mogoče spregledati. Po Filipu, ki je star 6 let, in Rebeki, ki ima 2 leti in pol, družina pričakuje novega člana. Lucija je visoko noseča. v 8. mesecu nosečnosti in prejema čestitke. Ker je to veseli trenutek. Ti moraš navzven biti vesel, pa se zahvaljevati za čestitke, ne, navznoter te pa razganja, Saj se nihče ne zaveda, koliko bolečine, strahov, dvomov, neprespanih noči je za eno tako čestitko, ne. Ampak seveda ti ne moreš kar nekomu začeti razlagati, da ne, mogoče pa vse ne bo v redu. Sem Gašper Andrinek. To je podcast Odločena. Spremljam družino Poslek. Avgusta 2019 so 4-članska družina. Dober mesec kasneje se bo to spremenilo. Na poti je Klemen. Na plaži v Portorožu sta Lucija in Dušan nasmejana, a za nasmehom skrivata stisko, ki je še ne želita deliti. Otroku so diagnosticirali semilobarno holoprozencefalijo. Gre za redko okvaro možganov, ki je tudi sam do nedavnega nisem poznal. Čeprav je diagnoza težka, njuno upanje umira zadnje. Obstaja majhna, zelo majhna, zanemarljiva možnost, da bo vse v redu. Naslov 3. epizode je Ponavlja se. Junija leta 2019 sta praznovala 8. obletnico poroke. Luciji je Dušan Pa najbolj možno brezvezno darilo in to je neki slamnati klobuček, sploh ne vem zakaj, res. Kot da bo ženski v tej visoki nosečnosti pasalo biti na soncu pa s slamnikom pokrita, ne. Ja, ampak res, včasih je težko kupiti darilo. Ampak okej, jaz sem ji to kupil, jaz sem ji to 4. junija dal. Nad klobukom, kako naj to povem, ni bila ravno navdušena. Recimo, da je videla že lepše. Nikoli ga ni dala na glavo. Prvi razlog je slamnati klobuk sam, drugi razlog pa najbrž tudi tok dogodkov. Potem naslednji dan 5. junija je pa šla na pregled, še danes se spomnim belo-rdeče oblike, ki jo je imela oblečeno, ker mi je predtem slikico poslala, ne, da se je odpravila na pregled in mi je bila čudovita v tej obleki. No, kasneje mi je poslala slikico materinske knjižice in mi je dala tak zraven samo en srček, ne. s fotografijo in potem še srčkom je želela sporočiti, da še kar čaka in čaka in čaka na pregled. Vedela pa je, da bo Dušana skrbelo, če se ne bo kmalu oglasila. Ja, spomnim se pa, da se je strašno vleko. Sploh ne vem, kaj se takrat dogajalo, ali je bila gužva, ali so malo pozabili na mene, nimam pojma, samo vem, da je bilo strašno dolgo. Dušana je res skrbelo, ker Lucija ni poklicala. To ga je spomnilo na strah, ko je čakal na novice o prezgodaj rojeni Rebeki. Potem pa je Lucija končno prišla na vrsto za pregled. Rutinski pregled z ultrazvokom in jaz tam čakam in zdravnik dela ultrazvok.
naenkrat pač spet ta dolga tišina in ko je rekel, ne, to pa ne bo dobro, spet vidimo neke nepravilnosti na možganih. In zdaj ne vem, ali sem jaz na tem pregledu ali potem kasneje rekla, če je isto kot prej, kot ta drugič. Ne. Mislim, da sem rekla, je isto kot drugič, torej, ker sta diagnozi iz 2. in 4. nosečnosti popolnoma enaki. In je on rekel, ja, in bolj sem vedela, kaj to pomeni. To pomeni, da se je diagnoza ponovila. Sliši se neverjetno. Diagnoza je semilobarna holoprozencefalija. Možgani se ne razvijajo na 2 polobli. Diagnoza je zelo redka. Kako redka? Takšnih otrok se v Sloveniji rodi 1 na 16 tisoč, torej 1 na leto. Najbolj nenavadno pri vsem tem je, da je Lucija to isto diagnozo slišala drugič v svojem življenju. Isto so ji postavili v 2. nosečnosti. Deklica, ki sta ji dala ime Ema, ni preživela. Medtem ko Lucija ni razumela, zakaj se to spet dogaja njej, njima, je Dušan še vedno čakal na klic. In telefon je končno pozvonil. Jaz sem se v tistem trenutku začel vračati proti Mariboru in nekje pri izvozu Dramlje mi zazvoni telefon. Ne. Zakaj moram jaz spet Dušanu zdaj to povedati? Zakaj njega zdaj ni tu zraven? Ker ga moram spet jaz poklicati in mu spet jaz povedati. Spet tisto, ali bi se javil, se ne bi javil, še malo počakam. Ko bi bil tu pa videl pa slišal, ne? Potem sem se javil in je rekla Dušan, ni v redu. Ni v redu. Je rekla, ponavlja se. Torej, ker sta diagnozi iz 2. in 4. nosečnosti popolnoma enaki. Bolj nisem vedela, ali se ponavlja zgodba iz 2. nosečnosti ali iz 3. Torej, ali Rebeka, da bo prehitro, ali celo neka diagnoza, kot je bila v 2. pri Emi. Tako sem čutila to, da se mi je sesul svet. Pa to ni mogoče, če so nam rekli, genetiki so nam rekli, da ni mogoče, da je možno, ne vem, 4%, da se to še sploh kdaj ponevi. Tako nekako je potekal njun telefonski pogovor. V njem je Dušan slišal, kar je Lucija že vedela. Zgodba iz 2. nosečnosti se ponavlja. Ista diagnoza. Semilobarna holoprozencefalija. Ampak kako je to potekalo pri 2. nosečnosti? Takrat je pa bilo zdaj moram malo zbrati misli. Tisto je pa bilo eno obtoževanje. Pomemben podatek je, da je bilo to leta 2015. To je leto, ko sta Dušana pretresli 2 tragediji. Najprej ta 2. nosečnost in smrt nerojenega otroka, deklice Eme, nato pa še smrt pogrešenega otroka. Primer, ki ga je Dušan reševal kot detektiv. Po izgubi deklice v 2. nosečnosti, jaz takrat rečem, se nama je zagotovo svet sesul na prafaktorje. Ne? Padla sva v eno temo, v eno globino. To je bila ena prva preizkušnja, po kateri sva se morala prvič znati pobrati. Deklico so takrat doma nestrpno pričakovali. Ste Filipu že povedala? Ja, Filip je že vedel, torej mi smo se skupaj veselili Boželi Trebušček od Lucije, tako da Filip je tudi potem se mogel sprijazniti za to izgubo. Ne? Izguba je bila velika. To so trenutki, ki si jih ne želi nihče. In vsak jih rešuje drugače. Jasno je, da je v Sloveniji odločitev o rojstvu svojih otrok svobodna. Ne glede na to, kakšna odločitev kdo sprejme ob izrednih okoliščinah, ta odločitev ni enostavna. Ravno nasprotno. V takih primerih marsikdo išče pomoč pri strokovnjakih, doma oziroma kjerkoli se počuti varnega in sprejetega. Če se zgodi, da otrok, ki so ga v družini pričakovali in si ga želeli, na to nepričakovano, še posebej v pozni nosečnosti, umre, je takšna stiska velika. Lucija jo je občutila na svoji koži. Zdelo se mi je pač, da me res itak noben ne razume, nehajte mi pametovati, oziroma saj človek ve, da mogoče vsak želi dobro s temi besedami, neke tolažbe, ne? Ampak v tistem trenutku je pa to mene pač prizadelo, pa zabolelo, ne? Mislim, pa kako ti veš, da bom jaz, ne vem, čez 1 leto dobro, ali pa da bom, recimo, ne vem, čez pol leta, čez 1 leto lahko imela otroka ali ne moreš mi zdaj govoriti, vse bo v redu, ne? Človek na drugi strani ne čuti te bolečine, ki jo jaz kot mama čutim, da te deklice Eme pač ni tu zdaj, ne? In nimam jaz ob sebe, pa sem si jo strašno želela, ne? Nisem zdaj rekla, pa zdaj pa ne želim ali kakorkoli, ne? Ampak je bila želja prisotna, ne? Dušan in Lucija, ki poudarjata, kako pomembna je zanjo vera,
sta se tudi tukaj znašla v slepi ulici. Jaz bi predvsem rekel, če gledam svojega vidika, ne, da takrat je bilo zagotovo zame obdobje najšibkejše vere. Ne. In takrat si Boga sploh nisem dovolila blizu, ker sem imela občutek, da se je vse porušilo, da me je pustil, da ni poskrbel za mene oziroma za našo družino, za najin odnos, kaj sem naredila narobe, zakaj se je to zgodilo. Najtežje se mi zdi, da je bilo v tistem trenutku spregovoriti o lastni bolečini, tudi meni kot moškemu, da me je nekaj prizadelo, da sem jezen, da ne zmorem, da sem padel. Mogoče sem si takrat ali pa si zdaj zamislim, če bi pa takrat znal biti boljša opora Luciji, ne, bi mogoče bilo njej lažje. Ne. In se mi zdi, če takrat ne bi midva skupaj držala, da bi pač lahko to se razletelo na koščke, pa ne vem, kam bi naj zdaj to poneslo. Ne. Tako pa sem jaz vedela, da vedno imam njega ob sebi in da nisem sama. In če nama zagusti že pač naprej, bom pač to nekako zgurala. Ampak sama ob možu in brez osebne vere pa ne bi zmogla. No. Zdaj smo slišali imena vseh otrok. Najprej se je rodil Filip, vse v najlepšem redu. Druga nosečnost, semilobarna holoprozencefalija in smrt deklice Eme. Tretja nosečnost, Rebeka, prezgodnje rojstvo v 26. tednu. Po vsem tem je bila Lucija noseča 4. In Dušanu je v solzah povedala, da se zgodba ponavlja. Pa to ni mogoče, če so nam rekli genetiki, so nam rekli, da ni mogoče. Pod bremenom ponovljene diagnoze sta se posvetila naslednjemu dogodku. O rojstvu Klemna. Mimogrede, njegovo ime je izbral Filip. Torej, sredi septembra, sredi noči je morala Lucija v porodnišnico. Ko smo prišli v Maribor, to je bilo, mislim, da je bilo to benih 2-3 po noči, je bilo treba dežurnim sestram najprej povedati, kdo sva, pa da to ni normalna nosečnost, da bo verjetno kakšen zaplet in že to ne. Imela sta pripravljeno debelo mapo. Z vsemi tistimi izvidi, da si lahko kar preberejo, zato ker enostavno nisem imela časa razglabljati na dolgo in široko, kaj vse je, kdo je zdaj Lucija, kakšna je diagnoza. Ne. Potem so Lucijo klasično pripeljali v eno izmed porodnih sob. Dušan se spomni, da je moral obleči zaščitni plašč. In si ga nisem znal obleči, jaz si ga nisem znal obleči. Sredi vsega kaosa in napetosti je to zdaj zabaven prizor. Zaščitni plašč se zapira zadaj na hrbtu. Kdor ga ima v rokah prvič, tako kot Dušan, pa se mu zgodi, da ga obleče narobe, z odprtino spredaj. Oziroma, kot to pove Dušan, tisto, kar bi moglo biti spredaj, je bilo zadaj, kar bi moglo biti zadaj, je bilo spredaj, čisto zmeden. Tako da res sem bil vesel, da je Lucija bila v nekih popadkih, da me ni videla, kaj jaz ustvarjam s tisto obleko. In še ena okoliščina, ki pride prav. Od vseh dežurnih ginekologin, ki bi jo lahko sprejele, jo je sprejela moja sošolka iz srednje šole, ki je tudi prišla do Lucije, smo se malo pogovorili, kako bo potekal porod. Obenem pa me je takrat tudi v enem trenutku poklicala na stran, no, in tisto bil pa zagotovo eden najtežjih trenutkov, no, ko sva se šla usest na en kavč, taki temačen, malo bolj prostor, in je rekla, da je pač pogledala diagnozo, pač da imajo pripravljeno operacijsko, če bi bilo karkoli narobe, da pa me mora samo nekaj vprašati in da moram to odločitev, kar me bo vprašala, sprejeti jasno. In je rekla, Dušan, če se karkoli zaplete, koga rešujemo, otroka ali Lucijo? Koga rešujemo, otroka ali Lucijo? To je bila 3. epizoda podcasta Odločena, ki nastaja v produkciji Vala 202. Naslov te epizode je Ponavlja se. Podcast ustvarjava Matej Praprotnik in Gašper Andrinek. Poiščite ga v aplikaciji RTV 365 ali kjerkoli poslušate podcaste. Veseli bomo tudi ocen in komentarjev. Zgodbo je na javnem natečaju Radia Slovenija za podcaste prijavil Dušan Poslek.